Deliti srečo in veselje je zares pravi privilegij. Zato bom čisto iskreno povedala, da današnje srečanje nosi tudi majčkeno grenkobe. Je namreč zadnje v okviru naše praznične akcije Praznični hvala. No, ampak kako že pravijo, ne smemo objekovati, ker je konec. Treba je biti vesel, ker se je zgodilo. In danes se še zadnjič odpravljamo na pot. Zavili bomo proti štajerski prestolnici in današnja zgodba nas bo spomnila, kako pomemben je poklic učitelja, sploh če ga le-ta opravlja kot življenjsko poslanstvo. Danes se torej odpravljamo v štajersko prestolnico. In glede na to, da je naša praznična družina kar precej velika, in to mislim tudi dobesedno, upam, da so o tem razmišljali tudi, ko so nam rezervirali današnji prevoz. Ulala! Očitno nama je nekdo prebral misli. Wow! Gre za ugoden in praktičen družinski avtomobil, ki s prostornostjo in prilagodljivo notranjostjo zlahka zadosti družinskim potrebam. Odličen bencinski turbomotor in zmogljiv štirikolesni pogon pa sta pika na i in poskrbita, da ne boste več v skrbeh zaradi zasneženih ali blatnih poti. Tako, naši ekipi je spet uspelo, vsa darila so naložena zadaj v našem Suzukijevem lepotcu. Zdaj pa gasa proti Mariboru, kjer nas že čaka človek z veliko začetnico. S paketomati Pošte Slovenija je čakanje v vrsti samo še slab spomin. Vaš paket lahko prevzamete kadarkoli, popolnoma brezstično, varno in seveda tudi... Nič ne more iti narobe, razen, če se tako kot meni vam ne zgodi, da vam kakšen poreden čili ne sune paketa. Čili, počakaj me, pa to moramo dati Borisu, no, dej. Ne pravijo zastonj, da gre ljubezen skozi želodec. Z vašo najljubšo sladico je zagotovo lahko december še bolj prazničen, magičen in tudi srčen. No, tudi danes bomo izdelke Fala predali našemu nagrajencu, učitelju Borisu. Sicer ne vem, kako se kaj znajde v kuhinji, ampak v vsakem primeru mu bodo izdelki Fala pomagali, poleg tega pa lahko prav tako tudi vi obiščete spletno stran Kruh in potica in tam najdete odlične recepte, tudi za začetnike. Takega sprejema pa že dolgo ne. V Mariboru nas je pričakalo sonce in če bi vedeli, da je tukaj tako luštno, bi prišli že prej. S čilijem sva se opremila, soncu primerno, imava že sončna očala, kot vidite. Zdaj pa lahko naprej nadaljujeva z najino prijetno nalogo. Torej, smo pred Supernova centrom v Mariboru. Tudi tukaj najdete ta čudovit center, kjer je ogromno trgovin, kjer si lahko izpolnite vaše želje. Smo že šli iskati to kartico, darilno kartico Supernove, ki jo bova sedaj podelila našemu današnjemu nagrajencu, učitelju Borisu, ki pridno skrbi, da svoje dijake in učence vsak dan znova izobražuje. No, danes pa je čas, da tudi mi njemu izpolnimo kakšno srčno željo. To bomo seveda najlažje storili s pomočjo darilne kartice Supernova, ki jo lahko potem Borisu nauči v kateremkoli od 16 centrov po vsej Sloveniji. Ja, mi smo uspešno prispeli na cilj. Nahajamo se pred Srednjo ekonomsko šolo in gimnazijo Maribor, v kateri torej dela tudi naš zadnji nagrajenec, učitelj Boris. In zdaj ga bova s čilijem samo še poklicala in upam, da res osrečila in narisala en pravi srčen praznični nasmešek. Na poti do šole smo srečali še enega od Borisovih učencev. A nam lahko mogoče iz prve roke poveš, kakšen učitelj je Boris? Boris je definitivno super učitelj za življenje. Ni samo učitelj, ki te nauči zgodovino in to. Učitelj pomen zgodovine in zakaj se mora zgodovina učiti, da se ne ponavlja spet. Pač ful sem si blizu z njim, imam že od prvega letnika, zaradi njega sem sploh kisem dejansko, ker mi je pomagal od prvega letnika do zdaj, še vedno se trudi za mene vsak dan, vsak mesec, vsako leto. Pomagal sem tudi organizirati dobrodelni stream, live stream, pa sem zbral za njega 100 €, vem, da 100 €, zdaj proti temu, kaj on zbere, ni nekaj dosti, ne. Pač čudovit človek, res. Hvala. Z vašo akcijo bi se radi zahvalili velikemu humanitarcu, učitelju, mentorju in prijatelju. Boris je markantna oseba, ki svoje mišljenje, razmišljanje in znanje v prvi vrsti prenaša na mlade ljudi, za katere verjame, da lahko v svetu marsikaj spremenijo. Vliva upanje, sanje, širi domišljijo. Kaže tudi na krvave vojne, nepravično delovanje družbe in krivice, ki se dogajajo po svetu. Boris je učitelj, a naj povemo, da eden tistih, ki učijo za življenje.
takšnih pa je malo. Ne zatiska si oči pred revščino, krivico, takšno ali drugačno stisko. Odrinjene in pozabljene prime za roko in jim pomaga, kolikor le lahko. Vrača upanje, voljo, smeh in luč na obraze mnogih. Boris, hvala. Hvala, da učiš življenja, da daješ pogum in kažeš, da ne smemo spregledati sočloveka. Da ne smemo stiske mati za samoumevne in opozarjaš na grozote sveta, ki so se dogajale, ter učiš, da se nikoli več ne smejo zgoditi. Velik človek si. Kljub temu, da se zdi, da si včasih zelo majhen, nisi sam. Torej, glede na to, da je bilo večkrat izpostavljeno, da ste učitelj, ki ne uči samo v šoli, šolskih predmetov, šolske snovi, ampak ste učitelj za življenje, bi rekla, da ste pravzaprav prava oseba, da nam za konec naše akcije podate kako lepo misel, nekaj, kar bi mogli slišati v tem prazničnem času. Ravno kar zdaj, ko ste me tukaj presenetili oziroma vzeli dar govora, ampak to res dar govora, sem v razredu predaval o tem, kako pomembno je, da se zavedamo, da najkvalitetnejša lastnina vsakega posameznika je znanje. In da šele, ko imaš dovolj lastnega znanja, ki ga ne merimo in ga ne ocenjujemo, je to tista popotnica za vse mlade ljudi, za vse te moje dijake, da pravzaprav se ne rabijo prihodnosti bati. Kajti samo znanje je tisto, katero je pravi ključ za to, da se vrata v prihodnost odprejo. In to je verjetno tisto, kar mogoče se med mojimi dijaki in mano ustvarja neka sinergija, ki ni vedno enaka, tudi ni vedno gladka, ni to ravna cesta, dostikrat je tu precej kar prepadal, ampak na koncu koncev je pa tako, da tako kot sem že večkrat tudi za medije rekel, da nikoli v življenju jaz svojih dijakov tukaj ne bom naučil, kako so oni mene naučili. Hvala. Hvala vam. Če vam ostane samo še en dih, ga uporabite za to, da rečete hvala. No, čeprav je to le zadnje dejanje naše praznične akcije, prazničnih hvala, vam obljubljam, da bo najboljša ekipa kmalu spet na delu. Do takrat pa vam želim veliko veselja, srčnosti in pa seveda lepe prihajajoče praznike.